pravzaprav niti ne vem, kje naj začnem. Se mi zdi, da že toliko časa na Ljudski univerzi, da bodo vsa ta leta... Veliko projektov je bilo izvedenih, odličnih projektov. Velenje brez Ljudske univerze zanesljivo ne bi bilo to, kar je. Kako je bilo stopiti v Mirjanine čevlje? Najprej naj povem, da so to izjemni čevlji, moderni, vizionarski, pisani. In če čisto po žensko povem, je bila taka tudi Mirjam. Skratka, polna energije in znanja in smo bili izjemno presenečeni, ko se je odločila, da ne bo več kandidirala za direktorico Ljudske univerze Velenje. Barve me sproščajo enako kot glasba. Včasih sem govorila, da bom kakšno stvar delala takrat, ko bom imela več časa. Z želenimi dejavnostmi je treba začeti takoj, pa če tudi jih potem uresničuješ samo enkrat na teden ali enkrat na mesec ali včasih še redkeje. Prav vseeno je, samo da ob tem uživaš, da se sprostiš in da se napolni z energijo. In mislim, da je to tisto, kar je najpomembnejše v življenju za vsakega posameznika. Tako kot se v življenju vedno rada zgodi, da se ti ravno tista stvar pripelje kot največji izziv, se je tudi meni naredilo tako. Oče je zbolel in čez noč sem mogla skrb za vinograd prevzeti sama. Sedaj, ko se nazaj ozrem na tisto leto, prav tako s humorjem, vidim, kako pomembno je bilo tisto obdobje in kaj vse sem se pravzaprav takrat naučila. Koliko so me takratne težave naučile, tako o potrpežljivosti, o doslednosti, o vztrajnosti. Mirjam je ženska z izjemno vizijo. Moram reči, da je bila ena izmed prvih, ki so v Sloveniji dojeli pomen mednarodnih projektov, mednarodnega sodelovanja. In to se pozna tudi na številnih nagradah, ki jih je Ljudska univerza Velenje dobila v času njenega vodenja zavoda. Bolj drzna je bila seveda ta poteza nekako ostati v organizaciji in definitivno sem zapisana izobraževanje odraslih in niti pomisla nisem, da če ne bi bila več direktorica, da bi potem tudi šla iz firme. Če izpostavim eno samo njeno lastnost, bi rekla, da je odlična šahistka, čeprav ne vem, a zna igrati šah, a ne zna igrati šah, vsekakor pa vidi 26 potez naprej. Zdaj, kaj mora imeti dober direktor Ljudske univerze? Predvsem bi jaz rekla, da mora biti res tako en tak multipraktik. Pravzaprav mora vse znati, mora biti multifunkcionalen. Je bil pa, moram reči, to kar izziv zame, ker v nekaterih okoljih so takšne zadeve kar pripeljale do hitrih rešitev. V kakšnem okolju se je pa kar našlo nekaj trdih orehov, ki jih je bilo treba stolčiti, ampak, a veste, kakšen oreh je še pa kar cel.